Pozdravljeni in dobrodošli. Danes pa bom govorila o 6. čakri, ki jo imenujem božanska resnica. Ta se nahaja nekje v hipofizi, namreč na točki med obrvmi. Zdaj, vse čakre doslej, če ste dobro poslušali tudi predhodne videe, smo lahko sami nekje prišli do zaključka, koliko so to močno izražene. Ampak tukaj je pa največ polemik. Namreč pri 6. čakri, imenovani božanska resnica, že ne moramo dokazati, se pravi, dva se kregata, kdo ima prav, a ne? In ne moreš dokazati, da ti vidiš jasno, on pa živi v zmoti. Zdajle vam bom pokazala en trik. Mogoče zdajle ne boste to toliko videli, več pa bom pisala o tem v brezplačnih e-novicah, na katere se prijavite preko spletne strani omgarden.si. Na temu prstu, na dlani, imam eno znamenje, ki pokaže točko tretjega očesa, da je odprto. Če ste med jasnovidnimi, jasnovednimi, da ste vizionar, potem morate imeti tlele eno tako znamenje. V glavnem, to vam bom še podrobneje povedala. Kako pa zdajle vi veste po opisu, če je vaša najmočnejša čakra, 6. čakra, oziroma imenovana božanska resnica. Ti ljudje s to močno čakro so odlični vodje. Ponavadi imajo tudi fotografski spomin. To so dobri organizatorji, skratka vizionarji, ki vidijo več plastno. Se pravi, pred njimi se ne da skriti, to so naravni detektorji za laži. Na negativnem aspektu pa se najdejo takrat, ko je njihova resnica, ki jo govorijo, izražajo, pokažejo, nesprejemljiva. Včasih so jim rekli drugi, o tem pa ne smemo govoriti, to pa raje molči, ne, to pa ni zate, to pa ne smeš ti. In taki ljudje, če se inkarnirajo v družbi, ki je zelo nizko delujoča, deluje na nizkih vibracijah, se pogosto zatečejo v svet vizualne umetnosti, slikajo, fotografirajo, karkoli, zato da jim ni treba govoriti, da lahko pokažejo svojo resnico na drugačen način, ne z besedami, ampak v virtualnem pomenu. Najbolj negativno je, če se ti ljudje osamijo, ker pridejo do spoznanja, da so ljudje neumni, nevedni, nesmiselni in da nočejo z njimi deliti svoje vizije, da niso oni sprejemljivi. To so odlični direktorji, menedžerji, vodje, kovči, ljudje z dobro odprtim tretjim očesom, to je nevidno oko, katero znamenje imam na palcu. Moje ime je Aleksandra Winkler-Drole, sem naravna jasnovidka in lahko berete moje napovedi tudi za naslednjih 20 let, opisane v knjigi Sporočilo Zorjona. Pokazala vam bom v e-mail novicah pa tudi znamenje, ki kaže dar jasnovednosti. Hvala in kmalu spet z vami.